Kaj pa pri sami prvi pomoči zdaj, recimo, da smo opazili človeka, ki je negiben na vodni površini, kako so naslednji koraki pravilni? Prvi korak je seveda, da je treba ga evakuirati iz vode. Tako je ta čim, da že negiben je verjetno že tudi se, bi temu rekli, zadušil in ga treba čim ven spraviti na kopno in nemudoma preveriti stanje zavesti. Če je nezavesten, neodziven, je treba seveda sprostiti dihalno pot in v tistem primeru tudi preveriti, če je dihalna pot prosta. Ponavadi ne, ker je pač seveda gre za mokro utopitev, voda vdre skozi zgornji dihal, pol v spodnja dihala in izvedemo 5 učinkovitih vpihov. Umetno dihanje po domače. Če smo kaj učinkoviti, če nismo učinkoviti, seveda moramo pričeti za postopki življenja, torej stisniti prstnega koša. Tukaj bi opozoril, zato ker ljudje imajo radi tukaj zelo jasna navodila in da je čim manj komplikacij. Te postopki so enaki kot v avtošoli, učimo za zastoj srca, 30 stisov, 2 vdiha, s to razliko, kot ste rekli, da pri utopljencu najprej 5 vdihov takoj, da se ta mokra utopitev nekako, da poskušamo vodo potisniti naprej. Kaj pa pri otroku, je kaj posebnosti ali podobno? Ne, pri otrocih ni. Za laike je čisto identično, pomeni 30, torej 5 vpihov prvo, če ni nobenih učinkov, pa seveda nadaljujemo z stisi prstnega koša in spet v razmerju 32.